Sredo 4. aprila je na osnovni šoli Antona Žnidaršiča v Ilirski Bistrici potekal zaključni turnir letošnjega 52. košarkarskega superšolarja. Projekt, ki ga organizira Košarkarska zveza Slovenije v sodelovanju z Zavodom Republike Slovenije za šport Planica, je košarkarsko tekmovanje za osnovnošolske ekipe. Na finalni turnir so se uvrstile 4 ekipe. Najboljši v vzhodni regiji sta bili Osnovna šola Domžale in Osnovna šola Karla Destovnika Kajuha iz Šoštanja. Iz regije Zahod pa sta tekmovali Osnovna šola Milojke Štrukelj iz Nove Gorice in Osnovna šola Antona Žnidaršiča iz Ilirske Bistrice. Tekmovanje je bilo napeto, ampak je menilo v pravem stilu šolskih športnih tekmovanj. Prijetno vzdušje, športno obnašanje in napeti dvoboj do konca. Kar se tiče košarkarskih tekmovanj, v letošnjem letu še niso končana, ker potekajo še tekmovanja za mlajše starostne kategorije. Kar se tiče pa šolskih športnih tekmovanj, pa nekatere panoge šele prihajajo, kot je posamična atletika, plesna tekmovanja, tudi vsa finalna tekmovanja v ostalih igrah žogo, tako da je v letošnjem šolskem letu še kar nekaj dogodkov, kar se tiče šolskih športnih tekmovanj. Po uvodnih tekmah so se za 3. mesto pomerili Novogoričani in Šoštanci. Z rezultatom 64 proti 53 so zmagali košarkarji osnovne šole Milojke Štrukelj iz Nove Gorice. Najboljši strelec turnirja je postal Saša Cjani z neverjetnimi 51 točkami. Počutim se v redu, zahvalil bi se trenerju in tudi soigralcem. Nisem dal sam teh 51 pik, so mi pomagali. Vrhunec turnirja pa je bil finale med domačo osnovno šolo in Osnovno šolo Domžale. Domžalčani so povedli že v prvih sekundah tekme in prednost obdržali vse do konca. Domačo ekipo je spodbujala polna tribuna vrstnikov, učiteljev, staršev in gostov, vendar so morali priznati premoč gostov. Osnovna šola Domžale je z rezultatom 65 proti 41 postala slovenski prvak, Bistričani pa so dosegli izjemno drugo mesto. To nam pomeni veliko, vsi smo si želeli prvo mesto, ampak tudi drugo je v redu, ker na tej šoli že dolgo časa ni potekalo tako tekmovanje in mislim, da so vsi veseli, publika, pogledajte, tu je bilo vse polno. Zdaj ja, vsi so nas spremljali in spodbujali. Finalni turnir so odprli slovensko himno v izvedbi otroškega in mladinskega zbora šole. V programu je zbrane nagovorila ravnateljica šole Karmen Šepec, navijače pa so ogrele tudi plesalke cele šole. Poseben gost je bil Jernej Valentinčič, pomočnik trenerja slovenske članske reprezentance. Vsak tak dogodek je res, lepo je biti tle, sploh ko so polne tribune, tako kot sem že prej povedal. Super mi je, da je to v Ilirski Bistrici, ker je res košarkarsko mesto, vsakič uživam. Sploh ko vidiš te mlade igralce, kako jim veliko to pomeni, uživam. Res lepo je tukaj, plus da je tukaj kar nekaj potencijala, v katerem vidim kakega igralca, da bi si zaslužil, oziroma bi lahko prihodnje nosil dren slovenske članske reprezentance. Prvo je treba imeti svoj šport, v našem primeru košarka, treba je uživati brez nobenih pritiskov, vse to pride s časom. Treba je tudi veliko sam delati, ni dovolj samo trening, je pa tudi, ko daš vse to, še zmeraj en faktor sreče, ki jo moreš imeti. Mladim košarkarjem želimo uspešno športno pot.